Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni in vabljeni k spremljanju oddaje Skrbimo za zdravje, v kateri bomo danes spregovorili nekaj več o respiratornih obolenjih ali, kot jim radi rečemo, tudi jesenskih virusih. No, več o tem pa seveda z dvema damama. Kaj dejansko so respiratorna obolenja? Kako se pred njimi zaščititi in kako jih najlažje odpraviti, če se pojavijo? Zakaj je pri določenih respiratornih obolenjih priporočljivo cepljenje? Za koga je priporočljivo? Vse to torej v nadaljevanju spregovorim z Jasno Dobelšek-Fürst, doktorico medicine, specialistko pnevmologije iz bolnišnice Topolšica, ter Kristino Plaskan, diplomirano sanitarno inženirko, prav tako iz bolnišnice Topolšica. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Lep pozdrav. Dobar dan, v mojem imenu. Ja, o respiratornih obolenjih smo rekli, da se bomo danes pogovarjali, jih tudi malo bolj razčlenili in tako dalje. Pa morda, doktorica Jasna, za začetek, kaj sploh respiratorna obolenja so? Če bi enostavno povedali, so to v bistvu obolenja ali pa rečemo tudi lahko bolezni, ki prizadenejo naša dihala, ampak dihala od zgornjih do spodnjih dihal. To se pravi od nosu, žrela, grla, sapnika, sapnic, bronhijev in seveda pljuč. Zato se simptomi, ki jih imamo, so navadno navezani na dihala, lahko je, samo povezano z nosom, naprimer izcedek iz nosu, zamašen nos, lahko imamo boleče grlo, žrelo, kašelj seveda, takoj ko so spodnja dihala zraven, lahko so bolečine preko prsnega koša, tiščanje za prsnico, to gre lahko vsem k temu, da so to prizadeta dihala. Pol so še pa splošni simptomi, ki pač prizadenejo nas ob okužbi, vročina, slabo počutje, utrujenosti, pač skratka to, kar se z nami dogaja, ko smo bolni. Je pa zanimivo, prej sem omenila, da jim radi rečemo tudi jesenski virusi. Zakaj? Zaradi tega, ker je v tem jesensko-zimskem obdobju teh okužb precej več kot običajno. Zdaj vzrokov je v bistvu več. Eni vzroki so povezani z samim virusom, to je, da jim hladne temperature bolj ustrezajo, njihova kapsula je bolj stabilna in del preživijo. O virusih govoriva, ne o bakterijah. Potem drugo smo, rečemo, gostitelj, to se pravi mi, ljudje. Takoj, ko se začnejo hladni dnevi, pač se začne kurilna sezona, je bolj vse suho, sluznice so zato manj vlažne in zato bolj dovzetne za vdor virusov. Potem zadržujemo se v notranjih prostorih, in je večja koncentracija virusov se vzpostavi v notranjih prostorih kot zunaj. Potem je pa še okolje, da se jeseni začnejo nekako šole, vrtci, kot sem že rekla, tudi bolj zaprti prostori in vse to je več dejavnikov, ki pripomorejo, da je teh okužb v tem času več. Rekli ste, govorim o virusih, ne o bakterijah. Zakaj ste to poudarili? Zaradi tega, ker virusi imajo to lastnost, da virusna kapsula je taka, da podaljša preživetje virusa oziroma da se lažje razmnožuje v hladnejših razmerah, za bakterije pa to ne drži. Se pravi, virusi in bakterije, virusi v jesenskem času, da bakterije tudi, ampak ni tak bum, bi rekli, ko je z virusnimi okužbami. Tukaj imamo, saj veste, trenutno je še vedno COVID, gripa prihaja, poleg vseh drugih pridruženih virusov. In navadno v tem času vidimo bakterijske okužbe bolj kot superinfekcijami, rečemo, kar pomeni, da veliko ljudi najprej doživi neko virusno okužbo, zato se pač spremeni imunost sluznica in so bolj dovzetni za bakterijsko okužbo. Seveda so tudi možne prvotne bakterijske okužbe, ampak definitivno manj v tem času kot virusne.
Se pa jeseni zelo pogosto pojavljajo prehladi, gripe, druge okužbe dihal, kot sva omenili. Najpogostejše virusne bolezni v tem času so pa, lahko bi rekli, gripa, ki ste jo že omenili, tudi COVID, še kaj drugega? Mislim, da so bolj pogosta so vsem prehladna obolenja. To so navadni, recimo, te rinoenterovirusi, adenovirusi, navadni koronavirusi, ki se bolj kažejo kot infekt dihal oziroma prehlad, pa mogoče ta zgornja dihala, to se pravi, izcedek iz nosu, zamašen nos, boli nas grlo, težje požiramo, včasih nekako suh kašelj, niso pa toliko prizadeta pljuča. In ti so tudi blažje potekajo, ne? Potem so pa, recimo, težje potekajoči virusi, so pa predvsem gripe, pa morda tudi ta novi SARS-CoV-2 virus, ki ni tako težek, ko je bil v tistih časih epidemije, sam še vedno lahko v bistvu naredi resno okužbo. Moram pa povedati, da tudi čist navaden prehladni virus lahko enega človeka, rečemo rizična populacija, to se pravi kronični bolniki, sploh pljučni bolniki, bolniki srčnih popuščanj, ali pa potem imamo dojenčke, nosečnice, pa starostnike, naprimer v domu ostarelih, lahko pa že banalen prehlad jih tako poslabša, da morajo v bolnišnico, ker pač poslabša njihovo kronično obolenje, sploh pri starejših, otroci so pač lahko tako, kako bi rekel, nežni, da jih lahko prehladno obolenje se jim pač preseli naprej na dihala. A tudi potem različno reagirajo pri teh virusnih obolenjih? Se pravi, omenili ste starejše, omenili ste mlajše otroke, verjetno tudi različno reagirajo. Ja, kar konkretna razlika je. V bistvu pri otrocih poteka vse to dokaj burno. Jaz sama mi ne zdravimo otrok, ampak nasplošno, veš, tudi govoriš s pediatri, navadno dobijo vročino, kar prizadeti so, tipično je, da ko dobijo, ne vem, zdravilo za nižanje vročine, navadno uživijo nazaj, potem predvsem pri mlajših se kaže, da ne jejo, recimo slabo sesajo, če so še dojenčki, razdražljivi so, ne spijo, poročajo mamice, a ne. Recimo pri starostnikih pa včasih sploh ni povišane telesne temperature. Lahko so, ali pa je nizko povišana, pa se pojavi zmedenost, utrujenost. Tudi oni povejo, recimo, da slabše jejo, da nimajo več apetita. Velikrat se pa poslabša osnovna bolezen, recimo, ne vem, kronični bronhitis, sladkorna bolezen se zmešajo, krvni sladkorje, srčno popuščanje so znaki poslabšanja. Pa ugotovimo, da je bila to neka virusna okužba, ki je to sprožila brez nekih jasnih dejavnikov pač same okužbe oziroma respiratorne okužbe. Kako lahko mi najprej ločimo navaden prehlad in gripo, oziroma kdaj je v tem primeru obisk zdravnika priporočljiv? Ja, navaden prehlad je enak, kot sem že prej rekla, bomo bolj imeli prizadet nos, pa ta zgornja dihala, počutili se bomo slabo, ne pa tako zelo, zelo slabo, kar pomeni, da navadno veliko ljudi gre takrat še počuti, da lahko gre v službo, niti ni nekega ležanja pa to, tudi če ostanemo doma, ne vem, ni potrebe, da bi mogli ležati v postelji, da smo toliko slabi, da ne moramo stati. Gripa, recimo, te pa skoraj bi rekel človek priklene v posteljo, zato ker je to izrazito slabo počutje, povišana telesna temperatura se pojavi, včasih pri starostnikih tudi ne, ampak recimo rečemo neka povprečna populacija, bolečine v sklepih, mišicah in ljudje pravijo, da so tako švoh, če rečem tako, ko nam rečejo, da imajo občutek, da skoraj ne morajo hoditi. Tako da je razlika, a ne. Zdaj, pri zdravniku je pa takole. Načeloma pri teh osnovnih virozah ne potrebujemo zdravnika. Rekli bi, če te blage viroze 3 do 5 dni, po 3 dneh navadno že izboljšane, včasih po 5 dneh, če ni posebnosti, če pa človek je, recimo, vsem svetujemo, da ostane doma, da počiva, dovolj tekočine, pač ti klasični napotki, potem v bistvu lahko obvesti svojega zdravnika, to je v bistvu zelo zaželjeno, tudi zaradi bolniškega staleža in tega se to potrebuje. Ampak
To je dovolj telefonski kontakt ali pa, ne vem, mail, ni pa treba na obisk zdravniku. Razen, če se, ne vem, po 5 dneh ali pa pojavi, ali pa tudi po 3 se stanje poslabša. Če se pojavi nek nov simptom, naprimer gnojno izkašljevanje, če recimo, ne vem, bi v izmečku opazili kri, če se začnejo bolečine za prsnico, dušenje, piskanje, to so pa znaki, da se je ta zgornji prehlad iz zgornjih dihal preselil pač navzdol na pljuča in takrat pa moramo iti, načeloma nas naj vidi zdravnik. Če pa je to, spet rečemo, eden od rizične populacije, starostniki, pač kronični bolniki s kakimi motnjami imunosti, dojenčki, je pa absolutno dobro, da že za te v prvih dneh se vsaj obvesti zdravnika, ki izbrani zdravnik načeloma pozna svoje ljudi in bo vedel, a se mu mora priti pokazati, ali se lahko to nadaljavo menita. Doktorica First, omenili ste, da je, če se človek še dovolj dobro počuti, kljub temu, da ima občutek prehlada, da se mogoče majčkeno slabše počuti, da lahko še vedno gre v službo na delo, torej. A je to sploh priporočljivo zaradi ostalih? Ne, načeloma, ne. Rekla sem, da se človek počuti še, da lahko gre na delo, ampak načelno priporočljivo je, da ne. Da ostane doma, zato ker definitivno je tak človek kužen in bo virus stresel okrog, oziroma okužil druge ljudi. Zdaj pa včasih pač ne gre, tudi mi v zdravstvu recimo gremo v službo, ker pač ni nekoga, da bi delal, pa nas je več bolnih. Potem pa absolutno se priporoča delo z zaščitno masko, to bo potem Kristina mogoče malo več povedala in mi v bistvu te maske potem tudi uporabljamo. Če je možno, je pa zelo dobro, da tak človek 3 dni ostane, ne vem, rečva, čisto za osnovne oblike za prehlade. Par dni, bom rekla, doma, počiva, se hidrira, vzame kaj za vročino, za bolečine, če rabi. Recimo se mi zdi pa, da gripa je pa tako obolenje, pri kateri se noben ne bo počutil sposobnega, da gre v službo, ker pač ne bo šlo. Drugače pa ne. V vsakem primeru priporočamo da se z zdravniškega vidika, da se ostane doma. Sploh pa pri otrocih, če še lahko sem to dodam, bolni otroci, ki so pač jim kužni, je zelo dobro, da ostanejo doma, če imajo možnost, ker tam pa veste, da otroci so skupaj, noske tišijo skupaj in to se kar seli po celi skupini. Ja, ker ste jo že ravno omenili, da bo nekaj več povedala tudi o tem, gospa Kristina Plaskar, vi ste diplomirana sanitarna inženirka. Marsikdo se vpraša, kakšno delo opravljate, pa vas bom najprej vprašala to. V bolnišnici je zelo raznoliko delo za sanitarne inženirje. Se spopadamo z bolnišničnimi okužbami, to je nekako naš prvenstven namen v bolnišnicah. Hkrati pa skrbimo za ravnanje z odpadki, ravnanje s pitno vodo. Zelo veliko je problemov z legionelami v vodovodnem sistemu. To sodi v naš delokrog, ne nazadnje pa je potrebno tudi organizirati čiščenje, tako da tudi na tem področju delujem sama v bolnišnici Topolšica. In vi ste tisti, ki poskrbite tudi za to, da je človek pravilno cepljen. Seveda, ena izmed nalog mojih je tudi cepljenje. V bolnišnici Topolšica imamo organiziran oziroma prijavljen cepilni center in se lahko osnovna cepljenja opravijo tudi pri nas. No, in o cepljenjih bomo govorili predvsem zaradi tega, ker so tudi priporočljiva kot nekakšna preventiva pri določenih respiratornih obolenjih, o katerih sva govorili že z dr. Firstovo. Prej je omenila maska, se pravi, če že gremo na delovno mesto, ker smo nepogrešljivi v narekovajih, bi bilo priporočljivo imeti na sebi masko. Zdravstveni delavci smo nekako osveščeni, da v primeru teh blažjih prehladnih obolenj uporabljamo zaščitno opremo, kamor sodi tudi maska. Prvenstveno se uporabljajo te zaščitne kirurške maske, ki so namenjeni, ljudje to velikokrat ne vedo, te maske so bolj kot ne namenjene zaščiti okolice.
Nadenemo jo ljudje, ki smo bolni. Se pravi, maska je namenjena temu, da okužbe ne širimo okoli. To se pravi, da bi morali zdaj v tem obdobju, ko velikokrat slišimo tudi ne morda ravno na delovnem mestu, ampak tudi v trgovini, na kakšnem javnem mestu koga, ki precej kašlja, kiha in tako naprej, moral bi nositi masko potem takem, če prav razumem. Doktor Firstova je lepo povedala, da bi v teh primerih bilo priporočljivo ostati doma. Nikoli ne razmišljamo o drugih ljudeh. Mi se počutimo dovolj dobro, da lahko gremo v trgovino. V zadju so pa stvari, na katere ne pomislimo. In ne vem, v trgovskem centru srečamo nosečnico, srečamo starejšo populacijo, male otroke, ki pa so bolj dovzetni za te okužbe. Prostor je zaprt, neprezračen, koncentracija ljudi je večja. Dr. Firstova je povedala, da virus v zimskem času preživi dlje časa, se pravi, da tudi dlje časa v tem prostoru se zadržuje in imamo neko zelo dobro osnovo, da se ta okužba uspešno širi. Ja. Maske, se pravi, če že bi šla v trgovino, naprimer, bi bilo odgovorno od mene, da bi si nadela masko. Seveda, ta maska mora pokriti nos in usta. In smo majčkeno premalo odgovorni, se mi zdi, ne? Po vašem mnenju? Jaz že, če se prestavimo v epidemijo covida, sem zelo veliko stvari opazila in vsi so mislili, da te maske so res namenjene meni, nič je ne potrebujem. Ampak prvenstveno smo ščitili sočloveka z uporabo te maske. To so govori o klasičnih klasični maski. Tako, klasični maski. Specialnih maskah. Potem poznamo še pa te FFP maske, imajo znako 2 ali 3. Te maske pa ščitijo nas. Se pravi, kadar se bojimo, da bomo prišli v stik z okužbo, predvsem na delovnih mestih, ne vem, pri obolenjih, ki se zelo hitro širijo, uporabljamo zaposleni te FFP maske, ki pa ščitijo posameznika, ki jo uporablja. Se pravi, ta maska je namenjena za zaščito uporabnika. Ali lahko posameznik v eni sezoni zboli za več virusnimi obolenji? Lahko. Zato, ker v bistvu imunosti ne dobiš samo za tisti virus, ki si ga prebolel, ne pa za ostale. In lahko dobiš najprej, ne vem, nek prehlad, ki ti je malo podrl imunost, malo ti je podrl tvoj imunski sistem, sluznica je slabša in potem dobiš še gripo. Zaščiten si za prehlad recimo lahko par tednov, ampak pač za gripo pa nisi bil in dobiš gripo. Lahko dobiš pa tudi bakterijsko infekcijo, ki se naveže na virusno, ki sledi virusni. In zdaj, ko smo že ravno prej govorili, v bolnišnici Topolšica skrbite tudi za to, da so tisti, ki se seveda odločijo za cepljenje, tudi pravilno cepljeni in da se cepljenje seveda priporoča. Zakaj vse izvajate, za katere virusne obolenje vse izvajate cepljenja? Naše cepljenje je namenjeno zaposlenim, cepimo tudi bolnike, ki izrazijo željo po cepljenju. Cepimo predvsem za gripo. COVID-19 je zanimanje zelo majhno. Opravljamo cepljenja proti hepatitisu. To je poklicno obolenje. Zdravstveni delavci moramo biti cepljeni proti hepatitisu. Cepimo pa tudi za klopa, se pravi klopni meningoencefalitis. Lahko opravite cepljenje pri nas v Topolšici. No in v tem času so seveda priporočljiva cepljenja proti gripi. Zakaj se priporočajo konkretno? Predvsem zaradi tega, da človek, kot smo prej dejali, v prvi vrsti zaščiti sebe in potem seveda tudi okolico, da ne širi bolezni. In konec koncev tudi zaradi tega, ker verjetno pusti gripa kot takšna lahko kakšne posledice sploh pri starejših, recimo. Gripa je težji. Rečemo, da lahko pri gripi pride do težjega poteka obolenja. Z cepljenjem mi preprečimo hud potek, še vedno lahko zbolimo, ampak bo to obolenje potekalo v milejši obliki.
prav je, da zaščitim sebe s cepljenjem, ampak hkrati zaščitim tudi okolico. Nenazadnje moramo tudi pomisliti, da obstaja del populacije, ki ni primerna za cepljenje, se pravi, da s tem, ko je dovolj velika masa ljudi cepljena, ščitimo tudi te. Ja, bi rekla, da je zaščita kolektivna, te bom rekla, kadar je precepljenost dovolj visoka. Ja, in še vedno smo ljudje tisti, ki se sprašujemo, a je to pametno, je cepivo varno in tako naprej. Se veste, kakšni smo, tudi že pri covidu smo se razdeljevali nekako na tiste proti in tiste za. Se pravi, cepljenje proti gripi, prej ste rekli, spet malo drugače, že dolgo ga poznamo, kaj ne? Cepivo proti gripi. In veliko je ljudi, ki se odločajo za cepljenje. Za cepljenje proti gripi še vedno premalo, bom jaz rekla. Še vedno premalo. Pri nas je precepljenost tam okoli 20-25%. Močno zaostajamo za razvitimi deželami. Nemčija, Anglija je precepljenost nad 50%. Mi se primerjamo, naprimer, lovimo rep z Romunijo. Se pravi, da pri nas je cepljenje proti gripi odločno prenizko. COVID je cepljenje proti covidu je še nižji odstotek. Zavedati se pa moramo, oziroma vse jaz sem mnenja, da je zgodovina nas nekaj že naučila. Cepljenje je pripomoglo, oziroma je rešilo kar nekaj življenj. Če se osredotočimo na črno kugo, leta 1980 je Svetovna zdravstvena organizacija uradno sporočila, da črnih koz ni več. Temu se imamo zahvaliti predvsem zaradi cepljenja. Uvedlo se je cepljenje, zelo široko je bilo zastavljeno to cepljenje in smo to bolezen uspeli izkoreniniti. Se pravi, znanost vseeno nam nekaj pove. Jaz verjamem v znanost, je pa pri cepljenih problem, da med covidom je nastala zelo velika panika, ker to so neka nova cepiva, ne moreš jih tako hitro razviti, poskuse delajo na nas. Ljudje, ki so šli raziskati znanstveno ozadje teh cepiv, so ugotovili, da so ta mRNA zdravila oziroma nosilce razvijali že kar nekaj časa, uspešno uporabljali pri drugih obolenjih. Je pač v času covida to nekako sovpadlo, da se je razvilo cepiva na osnovi mRNA, na tej mRNA osnovi cepiva. Ja, zelo pomembni podatki, kaj ne, dr. Firstova, še to me zanima, če že ravno zbolimo, za katerokoli od bolezni, ki so jih prej omenili, se pravi, govoriva o virusnih boleznih. Zanima me sam potek zdravljenja. Koliko časa si mora dejansko človek vzeti, pa recimo, da zdaj vzameva gripo, da je spet nazaj na tisti poti, ko lahko normalno funkcionira, da tako rečem? Ja, gripa torej štejemo med težje virusne obolenja, pač ima težji potek, kot recimo ena prehladna obolenja, ampak navadni bronhitis. To se pravi, če gremo po vrsti, naprimer, mi v bistvu, preden se nam razbijajo jasni simptomi, smo že bolni, a ne? In ker inkubacijska doba, to se pravi, kdaj smo dobili virus in kdaj se znaki izbruhnejo, je nekako 1 do 4, 1 do 5 dni, rečemo, približno. In potem, ko mi zbolimo, smo mi doživeli neke simptome, slabo počutje. Kužni, to bi rada še poudarila, da smo kužni že prej. To se pravi, da mi lahko že ne vede, koga okužimo, ker sploh ne vemo, da smo bolni, zato je recimo zelo pomembno, če vemo, da smo bili v kontaktu z osebo, ki je imela gripo in da imamo možnost, da se okužimo, da se zavedamo, da smo lahko kužni, preden pride do simptomov. Potem nekako poteka gripa, rečemo 5 do 7 dni. Pri gripi kužnost po 5 dneh, navadno nisi več kužen, ampak rečemo do 7 dni, takrat lahko rečemo, da nisi več kužen.
Izjema so recimo sploh pljučni bolniki, ki imajo ki bolj kašljajo, pa to tam vidimo, te viruse lahko del časa prisotne. Ampak v glavnem. Ampak ne počutimo se pa, ko je konc bolezni, pa konc simptomov, mi ne počutimo, kot smo se počutili, preden smo zboleli. Ker nas je verjetno kar precej izželo vse skupaj. Ja. To je velik stres za telo in telo rabi, da si opomore. In zato nekako po gripi pravimo, da rabimo 2 do 3 tedne, da pridemo, to je neka običajna gripa, ne gripa, ki je potrebovala hospitalizacijo, da 2 do 3 tedne, da se telo vrne na raven, kot smo bili, preden smo zboleli. S tem, da recimo se tudi, naprimer, za fizično aktivnost, če ti imaš nekoga, ki tudi mlajši zbolijo z gripo, da nekdo, ki bi treniral, se ukvarjal s športom, je absolutno odsvetovano, da takoj, ko minejo simptomi, začne spet s to močno fizično aktivnostjo. Treba iti postopno, ne vem, po enem tednu začeti z nekimi sprehodi, mogoče kakimi razteznimi vajami in potem to stopnjevati. Šele, ko smo v tej fazi, ko je telo regenerirano, rečeva, predvsem so problem tudi sluznice, ki dolgo časa traja, da se sluznice dihal stabilizira, takrat potem recimo nekako se lahko začne tudi s tako fizično aktivnostjo, recimo močnejšo, ki si jo imel do takrat, da si zbolel. In zelo pomembno je tudi, kaj počnemo oziroma kaj ne počnemo med tem, ko se zdravimo, ko se telo zdravi, ko smo doma. Kaj moramo početi? To ne vem, bi rekla, so že babice vedle, v glavnem. Počitek, ležanje, hidracija, zbijanje povišane telesne temperature, če pride tam nad 38 stopinj, zdrava prehrana, če nam gre, to je zdaj tako, sej takrat načeloma človek nima apetita, prezračevanje prostorov, zrak ni naš sovražnik, ampak pač razreči neko virusne vreme, ki ga imamo. V glavnem, to, da boš bolan doma, pa da boš ti okna pomil, ne gre. Pride do zapletov, podaljša lahko naš čas bolezni, lahko vodi recimo v kronično utrujenost, to smo predvsem po covidu videli, pa ne samo zaradi tega, ampak recimo to, če pač ne damo mi telesu čas, da si upomore, da se regenerira, potem so lahko posledice. Naprimer, virusna obolenja načeloma prizadenejo dihala, lahko pa vidimo zaplete. En zaplet je recimo, ne vem, pljučnica, ki je lahko virusna, lahko pride potem do superimpozicije bakterijske infekcije, če mi virusnega obolenja nismo dovolj resno vzeli in smo delali vse to, kar ne bi smeli. Potem resni zapleti so pa predvsem okvare recimo na srcu, lahko vidimo okvare prizadetost vnetja srčne mišice ali srčne ovojnice, ki so lahko posledica viroz, tudi teh, ki jih nismo dovolj učinkovito zdravili. Ni pa vedno to, lahko pa vse naredimo v redu, pa vsem pride do zapleta, da ne bo zdaj, ampak večjo možnost, da se izognemo zapletom imamo, če upoštevamo pač to, da naše telo rabi čas, počitek, ki v bistvu, ker s tem mu damo energijo, ki jo usmeri boj proti mikroorganizmom, ne pa, energijo za fizično delo, energijo za stres, ki ga imamo v službi. Ali pa v šoli, recimo. Ravno zato sem vas vprašala, ko ste rekli, to so že naše babice vedele, tudi mi to vemo, ampak ponavadi tega ne počnemo. Smo kar nekako preveč korajžni in hvala, ker ste potem omenili, kakšne so lahko posledice. Kako največkrat zdravimo ta obolenja? Zdaj, takole. Večinoma se za te viroze ne daje specifičnih zdravil. Za prehladna obolenja sploh ne. To, kar sva že 10-krat povedali, počitek, zbijanje povešane telesne temperature, dovolj hidracije, to absolutno, to se pravi dovolj tekočine, ne alkoholne, ampak pač čaji so vseeno zaželeni. Potem... Antibiotiki, da, ne? Ne. Antibiotiki pri virusnih okužbah ne naredijo nič in jih ne damo, kvečemo v bistvu ti še obremenijo jetra in ledvica, ker se pač preko enega drugega izločajo. Tako da absolutno pri čisti virusni okužbi ne. Antibiotik pride v poštev, če se potem na to, kot smo že tudi omenili,
pride bakterijska okužba, takrat lahko damo antibiotik. Pri virusni okužbi ne. In tisto, ko ljudje jemljajo, ko imajo doma še neko škatlico, pa neki pa pol vzamejo, to je zelo, zelo slabo in zelo odsvetujemo. Potem pa, to so pač pol so pa tudi gripe pri enem človeku z normalno imunostjo ali pa tega zdajšnjega covida ne zdravimo. Pustimo, načeloma bodo ko bo to minilo, bo telo ustrezno reagiralo in človek se bo pozdravil. Drugače so pa izjema te predvsem bolniki s kroničnimi boleznimi, pa starostniki, pa recimo bolniki, ki potrebujejo zaradi gripe ali predvsem tudi COVID je še vedno zdaj hospitalizacijo. Pri teh se pa odločimo za protivirusna zdravila, s tem, da je tudi prav, mora biti dovolj zgodaj, moramo takega človeka videti, da lahko damo zdravilo. Pa recimo ena zdravila so taka, da so v obliki tablet, jih lahko imajo doma, nekatera zdravila so taka, predvsem za COVID, recimo je zdravilo, ki ga damo v žilo in morajo biti v bolnišnico. Ampak to se pa res odločamo potem so smernice, katere bolezni, kronični bolniki, kdaj to damo, ampak se odločamo skoraj pri vsakmu temu posamezniku posebej, kdaj bomo to uvedli. Preventiva, kot smo rekli, cepljenje, kaj ne, sicer pa to je že nekaj časa na voljo. Sami ste dejali, da se ljudje še vedno premalo odločajo za takšno obliko preventive oziroma nekakšne zaščite pred temi virusnimi obolenji oziroma konkretno proti gripi, pa vseeno še imajo čas, kaj ne? Gripa trenutno pri nas je še zelo nizka incidenca, se pravi gripa posamezni primeri smo jih zaznali, ampak še ni v polnem zamahu. Se pravi, še vedno je čas, nekje do konca decembra, oziroma nikoli ni prepozno za cepljenje proti gripi. Zavedati se moramo, da imunost se vzpostavi po 7 do 10 dni po cepljenju. Se pravi, v tem času nismo zaščiteni. Imunost oziroma zaščita pa traja nekje 3 do 4 mesece. Pravimo, da je v tem času zelo dobra zaščita, potem pa počasi začne ta zaščita upadati. Pomembno je tudi, da ljudje vedo, da ob cepljenju, če pridejo v stik z virusom gripe v teh prvih 10 dneh po cepljenjih, lahko zbolijo za gripo. Med ljudmi vlada zmotno prepričanje, da so zaradi cepljenja zboleli za gripo. Jaz upam, da ljudje poslušajo sedaj to, da jim nekako to razjasnimo, da v bistvu so se prehitro srečali z virusom gripe in je okužbo povzročil virus, ki so ga srečali nekje, pobrali, bom rekla. To je zelo dobro vedeti, da takoj, ko smo cepljeni, da ne bo kdo mislil, zdaj sem pa jaz že v redu, sem zaščiten in to nekaj dni je še potrebno, da delo naredi nekakšen zid. 7 do 10 dni je nek ta čas, da se vzpostavi ta imunost. In ko se nekako začne mi radi rečemo, sezona gripe, kaj ne, se ta verjetno zelo, zelo hitro širi. Ko se začne virus širiti, ko ga je dovolj veliko med populacijo, se širi zelo hitro. Običajno sezona gripe se še ni začela. Nekako po spoznanjih nekje v prvih tednih januarja, kmalu po novoletnih praznikih je običajno se začnejo te okužbe širiti. In so nekako na pohodu do sredine marca, ko začnejo to počasi izvenevati. Moramo pa vedeti, da v letošnjem letu je na primer v Angliji sezona gripe že v polnem razmahu. Je kar nekaj tednov prehitela običajen potek te sezonske gripe. Pri nas tega še ni, še ne. Zaznamo posamezne primere, ni še glih, ne vem, velik primerov gripe. Tudi ne moramo napovedati, a bo pri nas enako kot v tujini, na primer. Ampak, sezona gripe, ko začne krožiti med ljudmi, se širi zelo, zelo hitro. Ali kakorkoli lahko na sam potek ali hitrost širjenja gripe vpliva tudi vreme? Zdaj gledamo, dejansko imamo 15-20 stopinj sredi novembra zunaj. Verjetno tudi to majčkeno vpliva na
hitrost širitve virusa ali kako sklepam, vprašam. Zavedati se moramo, da ko nastopijo zimski meseci, se ljudje več zadržujemo v notranjih prostorih. Pogosteje zahajamo v trgovske centre, otroci so v šoli, v vrtcih, se pravi, da smo veliko več v zaprtih prostorih. Srečujemo se z veliko ljudmi in ob tem ima virus zelo dobre pogoje, da se lahko širi. Bolj povezana je ta hitro širjenje z načinom življenja. Kot pa s samim vremenom. Sicer smo rekli, da v mrzlih zimskih mesecih virus lažje preživi, da je to krivo, ampak bolj kot to je zadrževanje v zaprtih prostorih in tesnejši kontakti z drugimi ljudmi. In prej smo omenili, dobro, zdaj govoriva predvsem o preventivi cepljenja kot preventiva, govorili smo tudi o maskah, kaj vse lahko še človek naredi, da nekako prepreči ta virus, da vstopi v nas ali pa da ga konec koncev širimo. Jaz bom dala na prvo mesto cepljenje. To je nekako v mojih genih zapisano, da je to največ, kar lahko storimo zase. Je pa prav, da se izogibamo neki gneči, da se zadržujemo v zaprtih prostorih, kadar kihamo, kašljamo, ostanemo doma, ko kihamo, kašljamo, kihamo, ne vem, v rokav, včasih so nas učili v roko, zdaj smo nekako spremenili te smernice, da se kiha, kašlja v rokav, oziroma v robček, ki ga potem zavržemo v koš za smeti. Kar je prav, kaj ne? Kar je prav. Ja. Nenazadnje bom pa jaz poudarila pomen higiene rok, se pravi umivanje rok. To je eden izmed osnovnih, najbolj učinkovitih ukrepov, ki bi jih morali se zavedati vsi. Zdaj, umivanje rok je en tak zelo preprost, enostaven ukrep. Je pa res, da vsi tega ne upravljamo oziroma ne izvajamo tako, kot bi bilo potrebno. Jaz v svojih predavanjih, ki jih imam v službi, velikokrat poudarjam, da je nek potreben čas za ustrezno oziroma dovolj učinkovito umivanje rok 30 sekund. Hitro se pojavi debata 30 sekund, to je verjetno malo premalo, ampak ko razvijamo debato naprej, ugotovimo, da je teh 30 sekund zelo kar dolg čas. In pred leti sem zasledila, da vzgojiteljice v vrtcih otroke, ko jih učijo o teh osnovnih higienskih ukrepih, učijo tudi, kako se umivajo roke. In one so iznašli neko tako zelo priročno metodo. Pri umivanju rok si zraven pojemo pesmico Ringa Raja. To pesmico bi naj zapeli dvakrat v normalnem tempu. Se pravi, ko pa rečem pesmica Ringa Raja dvakrat, pa vsi ugotovimo, da redko kdo potrebuje 30 sekund, da si umije roke. Moj poudarek je, da ko bomo to enkrat osvojili, bo za vse lepše. Virus sicer v zimskih mesecih lažje preživi, ampak to ovojnico, ki jo ima okoli sebe, lahko uničimo že z enim takim preprostim ukrepom. Milo ovojnico uniči in s tem onemogočimo širjenje virusa. Sploh ne bom vprašala, kako pedantni ste sami pri teh stvareh, oziroma kako hitro opazite pri drugih ljudeh, kaj ne počnejo, kar bi morali, kaj ne, kar se higiene tiče. Drži, ne? Drži, vedno poudarjam, da tudi jaz, ko kar naprej govorim o pomenu ustrezne higiene rok, se velikokrat zalotim, ko si umivam roke, da jaz razmišljam, aha, Kristina, 2 roki imaš, dovolj časa je treba. Mi, ki smo desničari, bolj intenzivno umijemo levo roko, levičari bolj intenzivno desno. Ampak vseeno je to treba kar nekaj časa razmišljati, nameniti temu, da to ozavestiš in da to postane rutina. Je pa res, da je zelo veliko napak pri umivanju rok. Ne vem, na fakulteti za sanitarno inženirstvo so izvajali neko raziskovalno nalogo, spremljali so, kako dosledni smo pri izvajanju umivanja rok po uporabi sanitarij. In so podatki, ki so jih pridobili ob tej študiji, zelo zaskrbljujoči. Delež ljudi, ki so si umili roke po uporabi sanitarij, je bil pod 30%. Kar nam zelo veliko pove o tem, kako jemljemo to higieno rok. Ki pa je, moramo poudariti, res zelo, zelo učinkovit ukrep v boju zoper viruse. Ampak verjetno bo marsikdo zdaj rekel tudi, se pa sanitarije niso edini
bom rekla, problem, izziv, kar se tega tiče, ker imamo tudi na določenih drugih stvarih, bodisi kljukah od vrat, računalniški tipkovnici in tako naprej, tudi en kup. Bom podala odgovor vam na to. Ja. Če skrbimo za dosledno izvajanje higiene rok, kihamo, kašljamo, tako sem prej povedala, v rokav, v robček, to zavržemo, se ne dotikamo po nepotrebnem obraza. In če je dovolj velik odstotek ljudi, ki se teh ukrepov drži, je tudi manj možnosti, da bojo vse te stvari prišle na kljuko. Kar je logično, kaj ne? Se pravi, da je tudi možnost za prenos toliko manjše. Tako. Je pa res, da virus ne preživi, tu se pogovarjamo v urah, ne v dnevih ali tednih. Pa me zanima še razkužila, tako radi smo jih uporabljali med samim covidom. Še vedno so priporočljiva, ker se mi zdi, da bi bilo fino še vedno imeti kakšno razkužilce, ko pridemo v službo, ko pridemo domov, da ali ne? Razkužila so primerna, bom rekla, v zdravstvenih ustanovah. Kadar pa imamo mi možnost, da si roke umijemo, je umivanje rok na prvem mestu. Jaz sem zelo razočarana, bom rekla, ali pa nekako mi ni najbolj všeč, ko so ta razkužila dobila, ne vem, prosto pot v šole, vrtce, v domače življenje, ker če razkuževanje ne izvajam ustrezno oziroma pravilno, tudi ne uničim vsega, kar bi mogla, in je to neka taka lažna zaščita. Smotrno je, da kadar nimam dostopa do tekoče vode, da bi si roke umila, tako ste rekli v avtu, da se vam zdi, da pač si roke razkužite, da, ampak prvenstveno je umivanje rok. Pri razkuževanju je pomembno, da se zavedamo, da kar nekaj napak naredimo pri razkuževanju. Pomembno je, da nanesemo dovolj razkužila na roke, da razkužilo utremo v celotno površino rok, da so med utiranjem roke vlažne in utiramo razkužilo tako dolgo, da se nam roke posušijo. Prej ste že omenili, če sem videla napake, zelo velikrat si nekdo 3 kapljice razkužila, takle malo podrgne roke na konice in gremo naprej. Človek, ki je to naredil, ima zmotno prepričanje ali pa zavedanje, da so njegove roke varne. To je daleč od tega, ker razkuževanja ni izvedel v skladu z smernicami oziroma zahtevami po razkuževanju rok. Prej ste omenili tudi, če se ne dotikamo obraza. To pomeni, da takoj, ko imamo mi nek bacil, nekaj na rokah, kar nas lahko seveda pripravi do tega, da smo okuženi z nekim virusom, pravzaprav z virusom, tako, si lahko to unesemo sami. Recimo, če se po očeh malo pomanemo, ne vem, kaj jemo, pa gremo s prsti v usta in tako naprej in tako naprej. Ko jemo, je manjša možnost, da bomo zboleli, ker pač vseeno je sluznica narejena tako, da nas zaščiti pred vdorom virusov, ampak tu pa se lahko zdaj nazaj vrnemo na kljuko. Če jaz primem neko kljuko, na kateri je prisoten virus gripe in se pomanem po očeh, lahko unesem virus v telo. In v tem primeru, se pravi, tudi če bi že bil virus na roke, na kljuki in ne bi dotikala se obraza, tu prekinem možnost okužbe in sem spet na varni strani. Virus vstopi v telo zelo lahko skozi očesno sluznico. Se pravi, da z rokami ta virus zanesem v telo. Sluznice so šibkejše mesto kot koža. Koža je dosti bolj koža nas ščiti, sluznice tako oko tudi, oko se navadno pozablja, nos pa usta, pač vdor virusa v telo. Zanimivo, ne? Ampak mi, predvsem, ko to naredimo, verjetno avtomatsko niti ne pomislimo, kaj lahko naredimo sami sebi. Zato pa je poudarek na nedotikanju obraza tudi v priporočilih za preprečevanje teh širjenj virusnih obolenj.
Ja, postavili ste cepljenje na prvo mesto, kar se tiče preventive. Potem smo opisali še nekaj drugih zadev, ki lahko preprečijo ali pa vsaj na nek način preprečujejo te virusne okužbe, da vstopijo v nas. Tudi zračenje prostorov, ki se ga pa ponavadi po zimi tako zelo spretno otepamo, ker nas zebe. Priporočeno je definitivno zračenje, a ne 15 minut, najmanj 15 minut naj bi bilo zračenje prostorov. Zdaj odvisno, če odpremo na stržaj vrata, Na stržaj odprta okna, je to prezračevanje lahko krajše. Drugače pa tam 5 do 10 minut odpremo na stržaj, dobro prezračimo, zapremo in to je to. V bistvu se moramo bati teh virusov in mikroorganizmov ne prepiha. Ni prepih vzrok za respiratorne okužbe. Kvečjemu visoka koncentracija virusov v tem prostoru neprezračenem lahko vodi do okužbe. Pa absolutno ni kontraindicirano gibanje na svežem zraku. To se pravi, ne če imaš gripo, ampak če imaš pa nek blag prehlad, je pa zaželjeno, da greš ti na nek lažji sprehod, se nadihati zraka ven iz zaprtih prostorov. Pa recimo pediatri nam je to svetovala, da še da omenim, da v bistvu tudi za otroke mraz pa sneg ni kontraindikacija, da grejo ven. Je zelo zaželjeno, da se gibajo na svežem zraku, morajo biti dovolj oblečeni, zaščiteni, tople morajo imeti nogice, so podarile pediatrinje, pa potem seveda, če so mokri, karkoli se jih preobleče, plus recimo svetujejo pol, ko pridejo noter zmrazno še tople napitke. Tako da svež zrak še vedno eden od pomembnih dejavnikov pri boju proti okužbam. Se pravi, zmotno prepričanje, ne grem ven, ker je zelo mrzlo in se lahko prehladim. Dejansko je, ja. Dejansko se bomo strinjali s tem. Ja, veliko drugih dejavnikov prej prinese prehlad, kot pa gibanje zunaj na hladnem zraku, če se dobro oblečemo, to ni problem. Kaj pa, prej smo omenili tudi na kratko, zdrava prehrana, zelo je pomembna, tudi ta krepi imunski sistem in nekakšno odpornost in tako naprej. Tudi kakšni prehranski dodatki morda so priporočljivi ali ne? Ne, v bistvu ni nekih jasnih dokazov, da bi s temi prehranskimi dodatki zmanjšali število okužb ali pa skrajšali ali karkoli. V bistvu, še vedno neki, recimo, nadomeščamo lahko vitamin D, ki je v zimskih, vitamin D, nastanek vitamina D je povezan s soncem. To se pravi, v zimskih mesecih imamo večinoma vsi vitamin D na spodnji meji ali pa pod normalo. Tako da vitamin D je super, ker je pomemben za boj proti okužbam. Potem pri blagih oblikah se nekako lahko dodamo vitamin C, minimalno izboljša odpornost, pa morda cink je še vpisan, ampak to je res pri blagih okužbah, pa morda se zaščitimo, ne vem, da ne gre v hujšo okužbo, težko rečem. To je pa to. Drugač pa predvsem zdrava prehrana, vitamini, minerali, to, dovolj hidracije, še enkrat čaje lahko vzamemo, kakšne rastlinske, nekih jasnih dokazov, da bi prehranska dopolnila nam skrajšala, preprečila bolezen ni. Razen, če ti z svojo prehrano ne moreš dobiti dovolj snovi, ki jih potrebuješ, v teh primerih se pa priporočajo. In seveda najbolj domača lekarna, se pravi domači čaji in domača hrana, doma pripravljena hrana, veliko zelenjave, sadja in tako naprej, bolj kot pa prehranski dodatki. Absolutno. Če mi povemo dovolj raznoliko, dovolj količinsko, dovolj vitaminov, mineralov, v bistvu ne potrebujemo teh prehranskih dodatkov. Čaji pa v vseh virusnih obolenjih koristijo, učinek pač hidracije, sluznice so bolj vlažne, postanejo bolj odporne, plus pač v čajih so zelišča, ki imajo določen pozitivni učinek tudi na, predvsem na grlo, rečemo. Ja. Se nam lahko zgodi, da se, naprimer, ko se doma zdravimo, da se prehitro vrnemo nazaj, bodi si na delovno mesto ali kamorkoli že, se nam lahko to stanje ponovi, da se ne pozdravimo dovolj? Ja, lahko se ponovi. V bistvu
Večja možnost je, da če se ne boš v zdajšnjem, kako je že rekla Kristina, pa zdaj imamo bo to virusno breme različnih virusov visoko. In če mi pridemo, rečemo, na pol pozdravljeni, tudi če smo prvi virus ubili in smo, oziroma se je že nehal razmnoževati in že imamo imunost, ker naše telo še ni dovolj zaščiteno, bomo takoj bolj na udaru, da dobimo okužbo z drugim virusom, lahko z drugim prehladnim virusom, ker tudi prehlade dela različne viruse. Lahko dobimo gripo ali pa lahko dobimo celo bakterijsko okužbo. Tako da, prehitro delo, prehitra vrnitev na delo ali pa na fizično aktivnost se ni zaželjena. Obstajajo kakšne napake pri uporabljanju, prej sva omenili masko, prej sva omenili tudi razkužila in tako naprej, obstajajo kakšne konkretne napake, ki jih ljudje počnemo pri uporabi mask, razkužil, pri zračevanju, ali je pravzaprav skoraj ne moremo narediti pri tem? Se pravi, vemo že pri covidu, če smo prevečkrat nosili enako masko, ni bilo okej, ne? V času covida so bile razmere drugačne. Mask se ne shranjuje, si ne podaljšujemo roka uporabe. V času covida je bilo pomanjkanje na tem področju, drugače pa ja. Masko, ki jo uporabljamo, jo po uporabi zavržemo, je ne shranjujemo, ne nosimo po žepu, ker s tem, ko jaz to pospravljam v žep, noter, spet obstaja možnost, da bom prišla v stik s tem virusom ali ostanki virusa in si jih nehote zanesem v oko, rečemo, in je okužba tu. Pri razkuževanju sem že prej povedala, da pač premalo razkužila, ne dovolj, oziroma rok ne utremo razkužila do suhega, ali pa da bi si, na primer, po razkuževanju roke, ne vem, malo v hlače, malo karikiram, kar roke obrisali v hlače, spet nismo naredili nič. Ja, prej sva rekli, absolutno na prvi vrsti cepljenje proti gripi, se priporoča tudi za nosečnice. Za nosečnice je priporočilo za cepljenje proti gripi. Zelo se poudarja cepljenje proti oslovskemu kašlju in pa proti respiratornem sincicijskem virusu. To so nek paket cepljenj, ki se priporoča za nosečnice. Covid je priporočljiv, sicer se propagira manj. Mislim, da zaradi tega, ker pač je neka negativna konotacija pri tem virusu. Drugače pa je priporočljivo tudi cepljenje proti covidu, priporoča se cepljenje z mRNA cepivi. Pri nosečnicah. Pri nosečnicah je pomembno, da je potem tudi dojenček, novorojenček zaščiten v fazi, dokler ni sposoben oziroma dokler ni čas, da je lahko cepljen. Sploh ta RSV virus, ki dela hude, lahko dela grde okužbe dihal, te bronhiolitise, in zaradi katerega so ti dojenčki največkrat hospitalizirani. Če je mamica cepljena, je otroček nekako zaščiten prvih par mesecev, preden je lahko sam. Oziroma, da se vas ne cepi, ampak preden pač gre v ta reden program cepljenja. In takrat, ko lahko okužba z RSV-jem najhujš poteka. In če se slučajno zgodi, da nosečnica zboli za katero od teh vrst virusov, okužb, kako lahko to kakorkoli vpliva na otroka? So lahko posledice hude? Ja, v bistvu vsak taka okužba lahko slabo vpliva na plod. Lahko je to prezgoden porod, lahko so otroci z nižjo telesno težo, tistih zgodnih začetnih mesecih, mogoče tudi kakšne anomalije, ampak absolutno so nosečnice spadajo v rizično skupino pri okužbah, pri teh virusnih okužbah. In zato se jim priporoča cepljenje. Zaradi obeh. In zaradi same nosečnice, in zaradi otroka, zaradi ploda in potem dojenčka, novorojenčka. Zdaj bi marsikdo rekel, mene pa zanima, ali obstaja kakšna hitra metoda zdravljenja, da bom hitro ozdravel in hitro prišel nazaj v službo ali pa pač na kakršnokoli delovno mesto, da bom hitro spet nazaj aktiven, čil in zdrav in...
Ne, danes smo o tem že veliko povedali. To, kar smo rekli, pač počitek, hidracija, odležanje, čaji, mogoče med za bolečine v grlu, prezračevanje. Bližnjic ni. Ni, res dejansko ni bližnjic. Telesu moramo dati čas za počitek, za boj proti okužbi in potem za regeneracijo. Se popolnoma strinjam s Kristino, cepljenje, a ne? To je zelo, zelo pomembno, cepljenjem s cepljenjem si pa lahko skrajšamo bolezen. Recimo, naprimer, jaz iz svojega primera povem, jaz se redno cepim za gripo in sem vseeno zbolela. Kolegica se ni cepila, najin potek je bil konkretno različen. Moj potek je bil tako bolj prehladen, ona je ležala 10 dni. Tako da to pa je. Pa, če se že tole pogovarjamo, mi smo danes bolj na virusnih obolenjih, ampak mogoče bi pa vseeno še omenili, da imamo pa cepljenje tudi za bakterijo, za pnevmokoka, a ne? Ki jo absolutno tudi priporočamo. Teh vrst cepljenja, če bi se izrazilo neka želja po tem cepljenju, bi lahko cepili tudi proti pnevmokoku, ampak nekako imamo mi nek tak ozek izbor cepiv. Na pobudo oziroma na željo pa organiziramo cepljenje tudi z drugih okužb, proti drugim okužbam. Za pnevmokoka pa priporočamo cepljenje 65 let in starejšim, pa seveda vsem kroničnim bolnikom, absolutno. Da se bo vedelo, kako poteka samo cepljenje, se pravi, če se odločimo za cepljenje, moramo biti verjetno zdravi, ko pridemo k vam. Ja, za cepljenje mora biti posameznik zdrav. Pri nas v Topolšici se dogovorimo za cepljenje, pokličejo v bolnišnico in je cepljenje bolj kot ne po dogovoru. Pokliče in se dogovorimo. Tako. In priporočljivo je, ja, izvolite, kar povete. Blag prehlad ni nekako, če se ima samo zamašen, to ni kontraindikacija za cepljenje, če pa je pač malo bolj resno, bolj z resnejšimi simptomi, potem pa je smiselno cepljenje odložiti za 2 do 3 tedne nekako. Pač. In priporočljivo je, da se to počne vsako sezono. Vsako sezono. Virusi se spreminjajo, cepiva za gripo se spreminjajo, različni podtipi virusov krožijo in proizvajalci nekako izkustveno za vsako sezono pripravijo cepivo, ki je targirano za virus, za katerega se predvideva, da bo krožil to sezono med nami. Aha, se pravi, že nekako se vnaprej približno ve, kako bo... Ja, že naprej se nekako predvidi sev, ki bo krožil in se cepiva prilagodijo temu sevu. Običajno so, ni vedno, da 100% zadanemo, ampak običajno so ta cepiva dokaj učinkovita. Ponoviva še enkrat, da ne bomo, bom rekla, pozabili, se pravi nekje do 10 dni po cepljenju moramo počakati, da se dejansko telo potem resnično zaščiti pred temi virusi in potem samo cepivo drži nekje do 4 mesece. 3 do 4 mesece smo zelo dobro zaščiteni, nato pa začne ta imunost upadati, ampak k sreči tudi virusi začnejo v spomladanskih mesecih slabeti oziroma je manjšo breme v okolju. Sploh ne bom vprašala, sta se zaščitili? Seveda. Poskrbeli sta za to, da bosta ostali zdravi in poskrbeli sta za to, da bodo tudi drugi okrog vas ostali zdravi, kaj ne? Kaj še lahko rečemo za konec drugega kot, jaz mislim, da smo povedali kar veliko, predvsem zelo pomembnih stvari, kar se tiče respiratornih obolenj. Danes v današnji oddaji skrbimo za zdravje in da si bodo naše gledalke in gledalci zapomnili tisto najnujnejše. Zdravje je zelo pomembno, kaj ne? Se strinjamo. Se strinjamo. Cepivo je eden izmed ukrepov, ki pripomore k dobremu zdravju. Zaključek današnje oddaje bi lahko tudi vama prepustila, spoštovani dami, morda s povabilom, da se gledalke in gledalci pridružijo vsem tistim, ki so se že odločili za to, da se zaščitijo proti virusnim obolenjem s cepljenjem.
Cepljenje je v polnem zamahu, nič še ni zamujeno, dovolj časa je še, da se ljudje cepijo in jih pozivam v tem trenutku, da pomislijo na sebe in pa okolico okoli sebe in se zaščitijo z cepljenjem, ki je zelo preprost ukrep, pripomore pa k dobremu zdravju. Držimo se pa tudi ukrepov, o katerih smo danes veliko povedali, ki jih moramo upoštevati kljub cepljenju. Kljub cepljenju, vse zraven, cel paket je nekako dobra zaščita in popotnica k dobremu počutju. Jaz pa se vam na tem mestu zahvalila tudi vama, Jasna Dobelšek-First, doktorica medicine, specialistka pnevmologije iz bolnišnice Topolšica in Kristina Plaskan, diplomirana sanitarna inženirka, prav tako iz bolnišnice Topolšica. Lepa hvala, ker ste si vzeli čas, ker ste pravzaprav razširili in širili to, kar je dobro vedeti. Jaz vam pa rekla tudi našim gledalkam in gledalcem hvala za vašo pozornost in vse dobro ter predvsem zdravja do naslednje oddaje Skrbimo za zdravje.